Živjo, zdravo, v Butalah je mraz, trduje vse, kot pri norcih. Jezero je zmrzeno, bravo, jaz sem ga čakal, kot nor. Moram reči, da lansko leto sem se drsal 25 dni zaporedoma. Evo, danes, 1. februarja pa drugič letos, prečudovito je jezero. To je točka, kjer si človek v bistvu lahko gradi pogum, ker na teh točkah je malo let zapoka, nekje vidiš v globino, nekje vidiš poko, sliši se pokanje, the best je. Ena posebna izkušnja, ne moreš tega primerjati z ničemer na drsališčih. No in to je od zadaj, vidite slikco, to je od včeraj, današnji pa video pa ni v redu, ga pa ne morem dati, ker ni v redu. Ker se učim, imam novo kamero, pa ne grejo stvari čez glih, kot bi mogli iti. Dobro, ker se je čas ustavil, ta video spada še v januarsko kategorijo, od jutra naprej začnemo pa februarsko, prav. Vojna je, pravi Fajonova, Fajonova pravi, da zdaj pa vojna. Da je. Pa s kom pa? Grozni Rusi napadajo. Grozni Rusi napadajo. Pa se ste jim dali embargo, kao, a niste? Se ste si zakuhali, vojno s svojimi dogodivščinami. V vojni smo, pa ne od včeraj. Smo mi že od leta 2017 in naš sovražnik ni Rusija, Tako da smo si na jasnem, sovražnik naš je točno ta gamat, ki proba na način, da bi zanetla kar 3. svetovno vojno v ljudeh, zbudila največji možni strah, zato da bi prikrila svoja ostudna dejanja. Vsi so to prodana mafija, vsi so nas hteli prodati in so nas hteli pobiti direktno nas. In mi se zdaj branimo proti tem genocidnikom, pedofilom, plačanim brezdušnim školjkam, ki žal morajo zapustiti naš planet. Tako leti. Kaj dobro, pa sonček, bom pol pokazal eno slikco. In ta mafija genocidna res more rikant, ker če zdaj ni ljudem zadost, jaz ne vem, kdaj ljudem zadost bo. Mislim, delati se neumnega, kar do nezavesti ne gre. Koliko 6 milijard bomo dali Ukrajini mi za orožje, da bo bolj mer? 6 milijard bi krvavo potrebovala marsikatera slovenska družina, marsikater ukrajinski BMW ali pa Cayenne ali pa jaz ne vem kaj bi lahko bil manj v Sloveniji, pa bi imeli naši kaj za jest, pa bi naš ljubi narod dobil pravično tisto, kar mu pripada, ne pa da gremo mi, mislim, kakve scene in 81 glasov za pa en proti so podprli to stvara zastopaš, to je, da pač se da v Ukrajini dinčke. Norost brez primere in bi bilo prav, da ljudje počas seštejejo 1 pa plus 1. Vojna v Ukrajini ni nobena vojna, ampak je čistka, vojaška operacija, kjer se more spucati drhal, kazarska mafija. Dobro, zdaj mi to že vemo. Krasno je, kako se nam kažejo, banda Prokleta 1. Kar nej. Zdaj čakaj, nekaj sem shranil eno slikco, kaže, da bo zaradi pomankanja denarja umrlo na milijone ljudi. To je zdaj jutranji list napisal, da znanstveniki, zdaj, kdo je znanstvenik in kaj je znanost? Takaj verjamemo še temu, najbrž ne, ker znanost je rekla, da je varno in čakovito, če prideš po metek. Tako da tam znanost, znanstveniki zdaj resno mislijo, da bi zaradi cen visokih lahko umrlo milijon ljudi. Stvari izhajajo, grejo izpod kontrole. Milijone ljudi bi zdaj pobili, tako da cene dvignete, ali kaj? Pa kaj ste mislili, da smo po župi preplavili, da se ne znamo mikrompedja zrihtati za bolj normalen denar, ali kaj? Kaj mislijo, da so žuželke edina stvar, ki jo moramo žrti? Ne, edina stvar, ki jo nujno rabimo, je ta notranja integriteta, da se zavedamo, da so te pošasti debilne nam vladale in da nimajo tudi kančkane etike in morale in da v bistvu
To, kar se zdaj dogaja, je samo prikaz vsega tega, kaj so oni počeli ves čas. Oni so bili umazani, oni so bili ne samo negativno nastrojeni, oni so delali proti ljudem ves čas. Mi smo jim pa plačevali to in to z visoko ceno, z revščino, z mrazom in še čem. Da ne govorim o kronični izčrpanosti, utrujenosti med tem, ko so oni malo letovali, pa to, pa falkončki leteli, ki imajo doma bolne mame, ali kaže. Gamat do gamati. In to ni edina gamat. Ta gamat s podobnimi interesi se nahaja v vaši neposredni bližini. Zavedite se tega, te ljudi poznate in imajo čist iste interese in delujejo zahrbtno. Pri nas imamo recimo en tak situacijo, jaz hodim tlerano v kavo in lokalne in zdaj je, kar vzamem psičke noter, ker je mrazne, je zdaj en gost kelnerci, šefici pojamral, da psi pa niso dobri. In prijem jaz noter in tako, kdo pa je to sproduciral? In on gleda v šank, ne čuje on mene. Saj, kdo je to sproduciral, da mora psi ven? In on gleda v šank, sem rekel, evo ga tele, ki najbolj ne ve nič, o čem govorim. A ne, majster, debil, en. Pa še mu jih moram prinesti, mislim. In tako oni za hrbtom, v ksiht mi pove, kdo ti smeta, moja Lucy ali jaz? Ali ti smeta, da ne bo Turšič kaj povedal? A zdaj si pa ti na napačno tipko pritisnil. Welcome to the party. Da jih bomo kloftov, enega pa po enega, če bo treba banda. In jaz vam želim, da vkloftate te narcise tudi vi okrog sebe, ker so gnide. In znanstveniki, znanost pravi, da so neozdravljivi. Neozdravljivi so narcisi. Torej, bomo jih spreminjali. Ne moreš spremeniti nekoga, ki nima interesa se spremeniti. In to narcis je. Ja? Zdaj pa pazi, to vam dam jaz pa eno stvar še od zadaj. Glejte to. Bom jaz tako dal. Tole je pa današnje jutro. Evo, da bo bolj primer slika. Veš, da me malo moti, ko se zadaj premika. To je današnje jutro, okrog 7, mislim, da je bila slikca narejena, ali pa še malo prej. Prečudovito. Prečudovito, najprej svit, pa svit izgine, pa ni nič, pa mraz pride, pa so sonce. Pa sam, jaz pa Lucy, sama, popoln mir, pa ptički, nobenega narcisa, na nobenega se ne jeziš. In po jutru se dan pozna. In zaradi tega, ker sem si jutro vzel za sebe, sem pač danes kasneje se polatil snemati, ne boš verjel, kar na malce sem šel že, tako je bilo hudo. Ja, no skratka, notranji pogum rabimo in moč, da se zoprstavimo temu, kar je največji virus, in to je narcizem. Narcizem je bil vzgajan. Ustrahovanje je osnova vsake vlade in vsake religije. In ustrahovali so s cepljeni, ustrahovali so najprej z virusom groznim, umrli boste, pa so različice si nagruntali, pol cepiva in pa so ustraševali, kako so vsa ta cepiva, bodo vsi pomrli, da so se pa zdaj, da pa stvar bo bolj zagonetna, so dali žužke ven, pa da bomo še bolj se ustrahovali, je zdaj pa tle vojna napoved Fajonke. Ej, dragi moji, mi nismo Ukrajina, mi nimamo nič s to državo, mi nimamo nič tudi z Rusijo, imamo s Slovani kaj skupnega in mi smo Slovani in mi napadamo zdaj, ne mi, zdaj mi ljudje smo zajebali cel planet, mi smo zdaj v vojni, ne mene devat v to kategorijo mi, Fajonka pa jaz nisva ista rasa. Nisva ista rasa, jaz sem human being z dušo, srcem, etiko in moralo, dočim ona nima tega. In ne spadamo v isto kategorijo, pa ni ona edina. In mi moramo to ozavestiti. In ti ljudje ne bodo se nikoli spremenili. Ker jim ni v interesu, ker znajo lagati pa krasti, to je vse, kar znajo. In to so počeli organizirano, vsi skupaj. Mi nismo vedeli za to igro in so se mrežali.
Zapomnite si, da iz nas so se tako norca delali, tako kun model včeraj s psom, a veš, zahrbtno, podmuklo, pa bo kelnerca kriva Matej, pa ne bo zvedel. Pa ne sem Matej, zdaj bo cela cerknica zvedela, kdo je ta gnilobnež. Podmukleš, če mu kaj jajc bi rekel Matej, jaz sem alergičen na pasjo dlako. Psi morajo ven, ker na vratih ne piše, da je psom vstop prepovedan, ampak ga boš dal ven. Ne, majster, ta družba ne more biti boljša, ker pač kelnerca podpira narcisa. Kelnerca podpira to, kar je narobe. Ker človek, ki nima rad živali, nima rad ljudi, tak človek vodi. Tu niso ljudje, tu nismo iste rase ljudje. Dajmo se mi tega zavedati. A zgleda, da sem razburjen. Nisem. Rad bi, da ozavestimo vsi. Situacija je res bistveno večja, pa se niti ni tako zelo grozna, če človek pogleda, v bistvu mislim po eni strani, ne. Po drugi strani pa ne se to spuca. Jaz kar želim, da ljudje pocrkajo ti, ki morajo pocrkati, ker to je izčrpavanje do konca. In hvala Bogu, da prihajamo do konca časa. Smo na koncu časa, epoha. Dragi moji, dobil sem en krasen mail, kjer mi gospod pravi, da je prepričan, da nam pomagajo zunanje sile pri tem, da mi prepoznavamo narcise in da jim ne damo energije, da jim ne damo tiste reakcije, ki jo hočejo. Pa dajmo vzeti moj primer včeraj. Jaz sem se zatem pobral ven, ker nisem se hotel mu pregovarjati, pa to, ampak družba naša pa se mora zavedati, kje smo. Mogoče bi mu mogel dati še lekcijo tam, pa pred celo oštarijo poslati v 3 krasne. Tudi tu sem si mislil, pa sem mogoče kar prav naredil. Bož, da se omaknemo, bolje je imeti svoj mer, kot imeti svoj prav. In itak je to provokacija, če ne morajo meni v ksihce, bodo pa na pse spravljali. Vse štima, pride čas za nas. Dole, kako že je rekel Aki Rahimovski, dođe red na vas v tem kontekstu. No, pridemo na vrsto. Skratka, Fajonka nas je dela v vojno, 6 milijard imamo za Ukrajino, energija je malo dražja, više so cene, žal, so malo više cene. Kaj se pa zdaj s slikcami? Kaj se je s slikco zgodilo? Sej bom, čakaj, jaz moram to vse ugasati, takole, evo, kaj me to me heca, vidiš, čim jaz, ne bi kdo mislil, da jaz ne pripravim se, drugače, jaz vsakič, ko začnem snemati, se pripravim, tokrat sem pa probal video pa sliko, viš, koliko je to enih napak se zgodil vmes, še dobro, da imam tak privatni medij, na televiziji bi že dobil odpoved, pa že bi poslušal penale, vse narobe, ne, sam da so imeli razlog, kam te kaj pokvakati, ne, vse je v redu. Čakaj, ki sem pa zdaj ostal, da nas je Fajonka dala v vojno, to sem hotel reči, da pravijo, da bo milijone ljudi bo umrlo, ker zaradi visokih cen, imamo pa 6 milijard za Ukrajino, da bomo kupili orožje. Hej, vojna in mir. Po drugi svetovni vojni smo slišali nikoli več, naj se ne ponovi. Fajonka in ostala drhal, ki podpira vojskovanje in dela nemir. Ti ljudje nujno rabijo špago, obvezno. In ne smemo dovoliti pri sebi, da to oni delujejo. Jaz sem rekel, izstopi iz sistema, bejž stran in ne dej jim niti evra, ker si ta država ne zasluži nič, ker upravlja s našim denarjem, kot svinja z mehom in ga tala čist glih, kaj ga normalni ljudje ne bi dali in ne smemo jim ga dati več. A veš, dajmo najprej ugasniti javno upravo, pa bo za vse zadost. In denarja, in placa, in bajt, in vsega. Ker ta javna uprava, en izpit, pa eno osebno narest, pa tu je cela kolobocija, nikjer nobenega, ti si čist brez živcev. Pa to je za kozlat. Pa to je neuporabno, to oni so narejeni, da nam živce pijejo. Zaprimo te bajte in jim ne damo niti ene plače, več. Bodo one z nohtki pis, da si lakirale nohtke, pa gospod ne morate, zdaj bo pa malce čez 3 minute, pa vsa nadrkana. Pem ti bogara jasnega, marš ven v rudnik delati.
Treba bo prvi, zadnji, prvi. Tukaj smo. Zavedajte se, da imamo tako gromozansko moč v sebi, da se nas bojijo. Resnično se nas bojijo. Včeraj je šla Lucy ven zaradi tega, ker se bojijo mene. Ne? Bojijo pa se, da bom bleknil njihova sprevržena dejanja. Nam je dano prepoznavati narcise. Vsak dan bolj, če dalje bolj. To sem hotel reči, ta gospod, ki mi je napisal, je rekel, dano nam je in imamo neko zunanjo silo in je rekel, smatram, da nam bodo pri tem pomagali živali. Ja, jaz tudi mislim, da živali nam bodo pokazale, kaj je brezpogojna ljubezen, da nam bodo dale smeri. Opazujte, živali, naj si bo ptica, naj si bo mravlja, mačka, pes ali karkoli. Živali imajo neke instinkte. Če mislite, da ni odgovorov v naravi, se motite. Mnogo je pokazateljev, namenjenim točno vam. Sam jih je treba gledati, te znake je treba opazovati. Tudi sončni vzhod je bil sam moj, ker sem ga sam jaz videl iz tiste točke. Ja, znak, da sem na pravi poti do lepega dneva. Ja, in nič drugače kot vsak dan, ki si ga naredim sam sebi lepega. In želim, da tudi vi to delate. Ok, čakaj, zdaj pa sem rekel, da bom, zdaj pa par slikic sem si dal na kup, pa da jih malo pokomentiram. Don't downgrade, ne spuščajte svojih sanj, da bi nekako padli, da bi se familiarizirali v realnost, v kateri ste. Vaše sanje so tle, ne spuščate se dol. Bežite za sanjami, kdo ste, kaj radi počnete. Bodite pristni vi, jaz pristno rad drsam. Na jezero zjutraj. Drsalke, čaj, na jezero hočem iti. Vse se je ustavilo, nobena stvar ni bila tako pomembna. Nič, jaz hočem na jezero. Jaz hočem drsati in zagledati sonce, ki pride gor. To hočem jaz videti. Izražajte vi tudi sami sebe, dajte si tiste stvari, ki jih radi počnete. Pejte čez strahove, tam, kjer let poči, potegne jajčka gor, ampak ja, pejte čez, let je trden za vse, dovolj ga je. Zdaj vam bodo najbrž nabijali, kako je na Cerkniškem jezeru nevarno drsanje, predvidevam, zato ker si ne znajo nočjo organizirati 4 bal, da bi se človek preobudil drsalke normalno, pa prodajati tam malo kuhano vino, pa čaj, pa ne vem, neko medico, ok. Če bom jaz začel prodajati, bo inšpekcija takoj tam, ne? Inšpekcija ja, prodajati pa ne. Jezero naše je umrlo. Cerkniško jezero je bilo polno, so se pekle ribe, se je folk drsal od nekdaj. Danes bi mogel biti športni dan z vsemi otroci na jezeru, ja? Šolski program bi se mogel ustaviti pa na jezeru vsi, ajde drsati. Zdaj je let, mogoče ga drug teden ne bo. Upam, da bo, ker zjutraj je bilo -8. Pa pazi, še to, na telefonu mi piše, da je zunaj -4, na računalniku mi piše, da je celo 7, plus na jezeru je bilo pa -8. Verjamete vremenarjem? Ne jim verjeti. Tudi vremenari, napovedi, realni pokazatelji ne funkcionirajo. Prav, že ne. Kot da naj bi zdaj še najdli, kaj so Sova je zdaj najdla, 2 ruska vohuna. Kakšni lažnivci, mislim, banda lažniva z vseh kotov, zastopaš, da je pa Rusija kriva. Čakaj, da Rus pride popucati. Sej so osrani, sej najbolj je noro, da so osrani. Podpiramo Ukrajino. Dragi moji, to vse spada v kategorijo kazarske mafije in v kategorijo kabale, ne? To je, kada bi, veš, to je njihov totem je Ukrajina. Dajte se zavedati, tisti, ki podpira Ukrajino, ta ni na strani ljudi. Res ne. Mi je zelo žal, ker če bi ta, ki podpira Ukrajino, pa ne glede na njegovo pozicijo, ali je, ne vem, ali je komandir, ali je šef upravne enote, ali pa županje, čisto vsem šmoren. Ta človek bi mogel imeti širšo sliko o stvarih, pa je nima. Tumba, Ukrajino pomagati, ne? Pa skrbeti za Ukrajino. Ni res, oni bodo v Ukrajini, imajo valjda alfa in omega, tata in mata in seveda se jim tresejo hlače, ker ta njihov tata mata propada. Ga ni denarja, ki lahko kupi ali mir, ali zmago, ali karkoli, ker gre vojaška operacija ruska
natančno, po kirurškem natančnosti, no, laserska natančnost cilja tiste stvari, ki so za forderbati. In civilistov ni v tej vojni poškodovanih ali pa mrtvih. Ali pa zelo, zelo malo, no. Tako da pa itak, da imamo kaj posnetku, vse nimamo nič posnetku od vojne, vse tudi, a veš, vsak kamer, kokor češ, pa nimamo nič, zakaj pa ne? Ja, kaj jo ni, take že ne, še jim bodo dali vetra, vse je prav. Prej sem vam rekel, da ne smete sanj spustiti, če hočete, v tej realnosti, kjer ste, ne pozabljati na svoje sanje. Upgradejte se, vi se morate dvigati v delovanju, v razmišljanju, v change your mind, spremeni svoje mišljenje, razširi zavest, svoj attitude, svoj odnos do vsega. Odnos do narcisa, kjer ga v 3 pizde mater ne pošleš, pa nehaš, paf, fukneš čez ramo in se s tem ne ukvarjaš, do tega, da dvigneš attitude do narave, do sonca, do lepot, do vsega, kar je, vsega tega, kar si. Ne, da si nisem nič vreden, ja pa si. Dvigni odnos do sebe, svoj attitude, svojo neko disciplino, disciplina do pitja vode, disciplina do sezut sečevel, disciplina do spanja, do tega, kaj vnašaš vase, disciplina do tega, kaj ti jemlje čas, ali se izobražuješ, ali zabijaš ure in ure na TikToku, na brezveznih vsebinah. Dvigni disciplino in, bom rekel, skills so pa, kaj so veščine, ne? Recimo, jaz pa bom dal moj primer, vi imate svojega, da veščina peke kruha. Jaz sem v tem čedalje boljši, pa sem še vedno navaden učenc, ne? In ako sem že komu lahko inštruktor. Ampak jaz delam na tem, da sem v tem malo boljši, vsakič je malo video malo boljši, vsakič nekaj dodam zaradi tega, ker gradim, a ne? Jaz nisem naredil končne postaje, tek smo počeli. In samo na tak način, da dvignete svoj attitude, svojo držo, svojo integriteto, da ste, da delate vajo, svojo disciplino in veščine, samo to vas bo pripeljalo do vašega cilja. In te veščine morate delati na tistih stvareh, ki jih delate radi, ker to je vaš notranji kompas. Ne morate biti vi uspešni, če delate neke stvari, ki jih ne delate radi. Uspešni. Ne morate do svojega cilja priti. Pa ni moj cilj tvoj cilj. Vsak ima svojega, vsak ima svoje potovanje. Valjda smo na cilju vsi ena happy family, ampak delujemo in moramo delovati vsak na svojem področju. Skupaj smo močni, ločeni smo vodljivi in nas so deli in vladaj. Zdaj bi nas radi razdelili med cepljene, necepljene. Zdaj bi nas radi razdelili med vegetarijance pa ne vegetarijance, pa vegane radi bi. Vse smo ljudje, smo za vse krivi v njihovih zgodbah in ves čas delajo eno in isto zdraho in ustrahovanje. Ne smemo padati na to. Ne. Mislim, jaz komentiram Fajonovo, ker je pač budala, ne? Ker pač to se mora obesati na špago, obvezno, sorry. Pa ta video bo slejko prej javni, pa upam, da bo takrat že vesela. Aj prav, zato ker ne smejo taki ljudje biti na položajih. Sam kdo jim bo? Mislim, najprej moramo mi ozavestati, pa smo pa mi zmenili, kako se jih polovi, ali so že polovljeni. So v bitki nič bat, po mojem, je tudi Fajonka že tam, kjer mora biti, pa je to samo za provokacijo ljudem. Scenarij, da bi ljudje spoznali, da vojne ne rabimo. Vojne so končane, nobene vojne več ne bo, nikoli več, dosti je. Oni bi pa radi vojno, oni si želijo vojno, da bi prikrili svoje umazanije. Preiskave, soja, preiskave pa so v teku. Pa ta Fajonka je poslikana z vsemi, te glavnimi žvinami, ne? Valjda je ona del kabale, kaj ne? Pa, ampak ne moš biti del kabale, če ne greš čez neke rituale, a ne? In zelo hitro je bil ritual žretja otrok. Ne, to ni bilo zdaj tam sem za vrh. Zelo hitro. Ne. In oni nimajo duše, oni se pogovarjajo o mrtvih otrocih, kada se pogovarjajo kot neka fabrika, ki dela otroke, veš. Pač on je zdaj v moru, mi smo ga pojeli, kdaj pa pride drug.
To so. To je vrhova. Dobro. Eno stvar še o narcisih sem najdel, verjel ali ne. Evo, ko smo pri vojni. Evo. Vojna je takrat, ko nam vlada pove, kdo je sovražnik. Revolucija pa se zgodi takrat, ko mi sami pogruntamo, kdo je sovražnik. In mi gruntamo, kdo je sovražnik. Saj nam postaja jasno. Brezdušniki delujejo narcisno. Narcisi delujejo toksično na način izčrpavanja energije. Provokacija, da dobi reakcijo. Večno metanje krivde. Prckanje točno kjer imate hibo, kjer imate slabost, glih kaj not gre. Podrkajo s svojimi umazanimi prsti tam, kjer imate najrajš. Vse, kar je prav, naredijo, da je narobe, zato da vam dvignejo živc. Istočasno so pa oni čist calm down, a ne? To oni so čisto easy. Kaj se pa ti razburjaš, Matej? Kaj pa se razburjaš? Ti je zdravil zmanjkalo. Prekleta banda hudičeva, a pa jaz sem rabil kar nekaj let, da sem jih seštel. Sam sem jih. Sam sem jih nagruntal. In sem ponosen ful. In hvaležen tudi, ko mi vrnete nazaj, da piška sem malo pomagal tudi jaz. Vsaj smer nakazati, malo raziskuj, kaj se dogaja. Bravo, pravilno. Kar dajmo jih. In oni se bojijo tistega dneva, ko bomo mi spoznali, kdo so, kaj počnejo. O njih je tega smrtno strah. Tako da zavedite se te lastne moči, ki jo mi imamo. Evo, še tlele, ne. Če zgubiš en čut, ne, potem eno čutilo, ne, ko slep zgubi vid, potem se mu razvijajo druga čutila, ne, tako, če zgubiš en čut, se ti razvijajo neki drugi čuti, malo bolj, ne. No in zaradi tega so ljudje, ki nimajo občutka za humor, ki so ga zgubili, imajo povečan občutek pomembnosti. A veš, ti kdo sem jaz v tej družbi? A veš, jaz sem pa direkt, pomembnost jim ni velina, ne? Nimajo pa občutka za smeh, ker smeha narcisi ne marajo. Oni ne želijo, da nam je lepo. Ker, kadar se smejimo, ego ne obstaja. Narcisa je pa en sam ego. Vele pomembno bitje je narcis. Vsi se morajo utihniti, kadar narcis pregovori. Ne? Ker on je pa ja najjači, a ne? Butli, prevarantski, zahrbtni, podmizni, lažnivci in gnide do amena. Pa vejo, kaj delajo. To je še ena zelo pomembna stvar. Oni vejo, kaj delajo. To ni po nesreč, on je star, pa je pozabil, pa je težko otroštvo. Ne nasedete na te fore, ker gnide točno vejo, kaj delajo. In si zaslužijo največje obsodbe, lahko jih obsodite, ja. Ja pa ja, ko z gobcem lahko vsacga klofnete. Ja? Za žaljenje ne boste nič dobili, ko imate takoj že, da je on provokator. Nekako si se pa mogel obraniti, ne, se ga nisi sekeral. Kaj boš tiho pa gotov, da te bo žalil? Ne, to pa ne. Tako ja, in če vam jaz dam na svet, ne, ali pa kdorkoli, to še ne pomeni, da sem jaz moder ali pa pameten, ker dam na svet, ampak to zaradi tega, ker sem šel čez nekaj več sranja in sem nekaj več grešk naredil v lifeu, v življenju. Ne? Tako da neumnosti sem naredil kar nekaj in imam izkustva. In zato lahko dam kakšen na svet. No, ja, malo za šalo, pa malo za res. Zdaj smo tudi kaj prebrali. In pazi, še ena najlepših stvari, ki sem jih kdaj naredil, je to, da sem se umiril. Poiskal svoj mir in ga čuvam, ko zenico svojega oka. Pridejo situacije, jih sprejmem, ampak jaz znam vzpostaviti svoj mir, ne glede na situacije, ki se dogajajo okrog vsacga, okrog izmed nas. Moramo iskati svoj mir. Tukaj ga ni bilo nikogar, ki bi me zmotil.
od 5 zjutraj pa do 9 zjutraj me ni zmotil nihče, mojega miru nihče. Moje misli so bile v soncu, v ledu, z Lucy so se čohala, pogovarjala, režala, ptičke so poslušala. Noro. Ampak po jutru se dan pozna, jaz sem od tega napolnen. Jaz od tega lahko grem v nov dan, v nove idiotske scene. Tle sem si zapisal čakaj. Stari ljudje sem si pa grdo zapisal. Doktorji so naši uslužbenci. Bo držalo. So ne. Oni so kaj so? Oni na plačilni listi države ali zavarovalnic? Kdo njih plačuje? Ali farmacija? Ali vsi trije? In kaj so se izkazalo? Da so oni naši morilci. Ja? Oni so nas zastrupljevali ves čas. Pa so oni res naši. Niso oni naši uslužbenci. Jaz takih uslužbencev nočem. Ne morem si predstavljati, da po tokem času ljudje še vedno rečejo, joj, pa ne morem do zdravnika, ja, pa pizda, pa kaj ti ni jasno, stari? Pa to, kada ti rineš pred strelski zid. Čist isto. Kakšna ovca. Po eni strani so res, vse stvari so po eni strani res žalostne, ampak se ne da ljudem pravzaprav dopovedati nič več. In dajmo vsaj mi, ki smo ostali, se zgraditi. Oni bodo odšli, ker z nami ne morejo iti v štric. Oni ne morejo kričati mi ljudje, ker niso. Mi pa lahko zavzamemo držo človeka. Mirnega, spokojnega, razumevajočega, sočutnega, pripravljen pomagati. Vsak izmed nas ima to. In ljudje, mi nikogar ne prizadanemo. Če vemo, da ima nekdo slabost, ne gremo kaj noter. Če nekdo gre kaj noter, bežite stran od njega, to je fucking narcis pijavka, ki hoče vam slabo. Ni to vaš ne partner, ne prijatelj, ne mati, noben to več ni. Stran od njega. Moramo ločati seme od plevela in se ločati od njih in prepoznati, kdo smo mi in kdo so oni. Kdo smo mi, pa lahko začutimo s tem, ki izžarevamo to, kaj smo. Greš na jezero in živiš na jezeru 4 ure. Zaradi tega, ker jaz pa jezero sva eno skupaj. Vsak dan je drugačen na jezeru. 2-krat na dan greš na jezero, pa 2-krat je drugačen. Tako da, če imate kakšno željo po drsalkah, čim prej, če pa se ne upate sami, pa kontakt mi, pa bomo šli skupaj, vam bom jaz pokazal, kje je lepo. Prav. Tako, no pa še tale je bila, da so zdaj sprijeti, zdaj lahko 2 pedra posvojita otroka brez problema, nekaj so jo uzakonjeno, ne? To v redu. V Rusiji tega ni. Kdo zdrži z Rusiji? Ja, jaz v tem primeru držim z Rusiji, pa ne samo v tem. Mi smo Slovani, ljubezen je že zmagala. Ni več prostora za manipulacijo, hinavščino, laži, prevaro, maske, egotripe, krajo, grabežljivost, pohlep, vse to odhaja. Ljubezen je zmagala in na osnovi ljubezni deluje naše pleme. A ne? Dajmo se izpostaviti, dajte dvigati roko, jaz sem tudi tle. Dajte delovati in delovati in revolucija je naša, ker smo pogruntali, kdo je pravi sovražnik. In to je, narcizem. Narcizem, brezdušne školjke, manipulatorji, pijavke in v zaodrju vsega tega, reptili, s kabalo, kazarsko mafijo in tako naprej, satanizem do bolanga. Vse dobro želim vsem, ponovno.
želim, da najdete svoj mir in ga izžarevate na ven, ker v dušah in v tem, kar imajo, se nimajo duše, no. V notranjosti brezdušnih školjk mir umira, strah narašča in prihajajo k smrtnemu strahu. Ja, kar ne, do tja ne pridejo. Zaslužijo si to. Žal, karma rihta te stvari. Želim vam vse dobro, bodite prečudovito. Ljubljeni smo vsi, a ne? Dajte ljubezen skozi sebe in od sebe. A je prav. Držite se. Čau.